Zdravo, tukaj je Sergej Nic. V tem videu bomo pojasnili, ali potrebujete certifikat SSL za vašo Facebook stran ali ne in kako ga lahko pridobite. Kdo sem jaz? No, podjetnik od leta 2008, prej sem bil 14 let in 2 meseca sistemski inženir, med drugim tudi dobrih 6 let varnostni inženir za internet v največji slovenski zasebni finančni skupini. Tam sem začel s postavitvijo certifikatov SSL za varno povezljivost v internetu. Po nekaj 10 nameščenih certifikatih menim, da sem prava oseba, da vam odkrijem več o potrebnosti certifikata SSL za Facebook strani od oktobra 2011 naprej. Zakaj sploh gre? Facebook od 1. oktobra 2011 za Facebook strani zahteva uporabo protokola HTTPS za komunikacijo med uporabnikom in računalnikom in omrežjem Facebook. Gre za večjo varnost vaših podatkov po eni strani, po drugi pa za možnosti varnega spletnega nakupa kar v okolju Facebooka in druge podobne možnosti. Kaj to pomeni za vas? Če vaša Facebook stran vključuje samo generične strani, naprimer zid, podatki in druge, ki vam jih nudi sam Facebook, verjetno ne bo težav. Če pa uporabljate lastne vsebine, tudi slike, video, spletne strani z vašega spletišča, potem bo ta del Facebook strani po novih pravilih potreboval nameščen certifikat SSL. Brez veliko govorjenja, poglejmo praktično, kaj po tej spremembi vidijo obiskovalci Facebook strani. Pogledali bomo pristajalno stran in tipični zavihek welcome oziroma dobrodošli eno od aplikacij na Facebooku. Pokazal bom primer lastne aplikacije in kaj vidijo obiskovalci Facebook strani brez certifikata, kaj je slabo nameščen certifikatom in kako je prijetno s pravilno konfiguriranim spletnim strežnikom. Opozorijo smo še o svirkih operacijskega sistema Windows Vista in brskalnika Internet Explorer. Zdaj se bom prijavil na samo stran kot osebni profil, malo bom pospešil tale video, da ne bomo predolgo čakali. Preklopil sem to vzarjam skrbniško, torej spletno stran na Facebooku. In kaj se zgodi? Ja, če ni več varna, če ni varno zdaj po novih pravilih, se pojavi to opozorilo in ali boste prekinili brskanje ali boste nadaljevali po nevarni povezavi. In kar precej ljudi bo reklo ne. In kaj se potem zgodi? Ja, odidejo nazaj na prejšnjo stran, kjer so pač brskali vsebine. Gremo ponoviti samo zgodbico. Se pravi, gremo na stran, kjer je zavihek aplikacija in seveda, če to naredite dovolj, boste potem šli brskati po sami strani, seveda kot posebni uporabnik, ne kot stran, po teh vsebinah, samo vse torej ni varovano, torej ni te varne komunikacije med Facebookom pa med računalnikom uporabnika in to ljudje vedno bolj torej vklapljajo, da se vsa vsebina, vsa komunikacija dogaja na varen način. In kaj potem narediti, če samo napišete tukaj HTTPS na vaši strani, se bo potem tole vozilo pojavilo, se pravi, osvežite vaš varen URL za sami aplikaciji, za tole stran ali tale zavihek. In to je pač bližnica, da pridete do tega urejanja na hitrejši način. Poglejmo še v bistvu, kaj so dost uporabljene zavihki te aplikacije na Facebooku, je tale welcome ali dobrodošla aplikacija. Tukaj verjetno tole najbolj poznate, ker imate možnost za tiste vsebine, kjer jih oboževalci ne vidijo, tisti, ki so povšečkali, pa tisti, ki so videli. Tukaj pa ni težava. Zakaj? Zato, ker sama ta aplikacija že deluje na varen način in ima verjetno nameščen certifikat. In kako to preverite? Greste torej na ta okvir in pogledate same lastnosti tega okvirja. Kaj se potem odpre? V tem URL-ju, v sami podatki v straneh boste videli zares, kje se ta stran za vas nahaja. In kaj je potem preprosta možnost? Ta URL prekopirate in ga prilepite v brskalnik. Seveda tam se verjetno ne bo nič pojavilo za sami URL, ker to pač aplikacija in zahteva kakšen parameter. Ampak lahko pa greste pogledati sam certifikat, recimo na tole ključavnico, zaklenjeno, in pogledate podatek o varnosti in lahko pogledate sam certifikat potrdilo. Se pravi, katero ime, kdo ga je izdal, kakšna je pod certifikata, ker najprej morate zaupati certifikatni agenciji, ti certifikati so že noter v brskalnikih in certifikatna agencija potem da vam pooblastilo, da ste vi dobro varni certifikat naprej. Tako da, to je vsa umetnost, zdaj pa pogledamo, kaj se zgodi, kaj morate narediti, ko boste certifikat namestili na vašo stran, na vašo spletno stran, boste šli na te lastnosti aplikacije in potrebno bo dodati na 2 mestih URL, se pravi, kje je potem površina, kje se potem vaša aplikacija stran pokaže, prekopirate tisto URL in date črko S zraven. In potem tudi sam zavihek, včasih je dovolj samo ta URL, včasih boste morali še stran dati noter, direktno pod te strani, potem bo trajalo nekaj časa, mogoče minute, mogoče kakšno uro, da to Facebook osveži in greste nazaj na vašo spletno stran v Facebooku. Pogledamo, kako zdaj deluje Facebook pristajalna stran. Se pravi, zaenkrat bo še enako, ampak morate potem, se je že osvežila.
Ampak kaj se zdaj zgodi, če se tole pojavi, to verjetno že veste iz kakšnega elektronskega bančništva, če uporabljate te storitve, se je zgodila kakšna napaka s certifikatom. Ljudje bodo šli potem stran od tega, čeprav lahko nadaljujete, pogledate možnosti, pogledate digitalno potrdilo, torej certifikat SSL in ga lahko tudi mogoče trajno snamete izjemo. Ampak to se ne bo zgodilo. 99% ljudi tega ne bo naredilo, ko ste prepričani. Kaj sem potem recimo naredil? Nagradil sem Firefox, imel sem starejšo verzijo, šel sem zdaj tukaj na zadnjo, verzija 6, pa še nekaj, osvežil samo stran, podobno se je zgodilo. Zdaj, kaj lahko pomaga na stran? Obstaja v spletu, ki se imenuje sslshopper.com in tam lahko preverite dobesedno certifikat na vaši spletni strani, kot da bi imeli torej brskalnik Firefox na njihovi strani. In ko to pišete, vnesete URL, pogledate, kaj vam javi, se pravi, certifikat je v redu, vse v redu, ampak nekaj je problem pa z brskalnikom. In točno to je bil tukaj moj problem, se pravi, Firefox brskalnik pa operacijski sistem Windows Vista nista najbolj združljiva. In pogledate potem še, kako lahko rešite samo težavo. Tukaj so potem za posamezne certifikate, ki izdajo različne certifikatne agencije, rešitve, torej povezave do teh strani in dejansko morate, takšen uporabnik si mora potem namestiti dodatne certifikate v brskalnik. Zakaj? Zato, ker pač v sam brskalnik ni avtomatsko uvozil vse te certifikate, ki so potrebni. Čeprav je vaš certifikat SSL popolnoma pravilen in tako naprej. In dejansko potem morate uvoziti certifikat za strežnik, pa certifikat mogoče še za dodatne umestne posredne storitve, da torej res pridete do tega, da vaš brskalnik v vašem operacijskem sistemu zaupa temu digitalnemu potrdilu certifikatu SSL, ki ste ga kupili in ga želite uporabljati in jasno imeti varno komunikacijo z vašimi uporabniki, ampak dejansko lahko potem pride do tega zapleta. V Windows Vista je torej ta težava lahko, v Windows 7 sem preveril, tega ni. Tako da tam ste dokaj varni in teh težav ne bo. Tukaj da skrajšam zgodbico, dejansko morate še v Internet Explorerju v Windows Visti uvoziti, da bo tudi za Internet Explorer v redu, greste na čarovnik za uvoz certifikatov, lahko si ga pogledate in potem rečete install certificate ali namestite to potrdilo in čarovnik vas potem vodi naprej, se pravi, da pogledate, kaj boste uvozili, ponovadi pustite kar to, ker to so certifikatne agencije, lahko date avtomatsko, zadnji potrditveni stavek še, če ste res prepričani v to in se potem certifikat te certifikatne agencije uvozi v sam operacijski sistem. In potem lahko preverite, ne bo več težav, verjetno ne, poslužite samo stran in mislim, da bo tukaj že prišlo do tega želenega rezultata. To se pravi, vaš certifikat deluje, če se potem stran prikaže v brskalniku za internet brez težav, brez opozoril in tako naprej. To je tisto želeno, kar želite narediti. Lahko potem še samo preverite, se pravi podatke v strani, greste na zavihek varnosti, dobite potrdilo, lahko pogledate samo potrdilo in tista običajna možnost, kako ljudem certifikati si zaupajo drug drugemu in da je vaša certifikat zelo zares pravilen. To je to, potem samo še osvežite samo okvir na sami strani. Če smo imeli srečo, je vse v redu. Počakamo, to se pravi, tu ne bo več težav, ta stran je že ustrezna za Facebook po novih pravilih 2014, pogledate še tisto funkcionalno na sami strani, če imate dodatne povezave, če se vse pravilno pokaže in če se, potem je vaše delo tukaj končano. Zdaj pa še ena druga možnost, ki pa Internet Explorer počne že nekaj let, namreč, če so povezave v sami strani absolutne, kar je dobro recimo za optimizacijo spletne strani, potem teh povezav ne bo pokazal. Če imate relativne, se pravi poševnica slika.jpg, bo vse v redu. Če imate pa HTTP poševnica pod do slike JPG, pa Internet Explorer tega ne bo pokazal. In v Visti je problem, rečete, pa vseeno zaupam tej strani, ampak šele enkrat, ko to naredite, bo šele komaj zaupal celotni strani, Facebook pa vaši, in nič ne morate narediti, In potem lahko še enkrat naredite, pa pokaž mi tudi še tisto nevarno vsebino, pa bo potem končno po dveh klikih pokazal zares so vsebino, čeprav so slike mogoče so iz HTTP povezav, ne iz HTTPS. Ampak večina uporabnikov tega ne bo naredila, in tudi za iskalnike optimizacijo to ni pomembno, naredite v bistvu lahko samo HTTPS povezave, pa bo v redu. Kako torej za vaše Facebook strani? Če ste pregledali vaše strani in uporabljate le druge aplikacije Facebooka in imate slike v strežniku dostopne prek povezave SSL, verjetno ne boste imeli težav. Spremljate dogajanja, novice in takšna ali drugačna posredovanja strokovnjakov na Facebooku. Kaj pa če imate vašo aplikacijo, potem je certifikat potreben. Poglejmo 3 možnosti, tukaj ne morem razmišljati o tem, da si vse sami naredite. Prva možnost je, da vam neko podjetje, torej kupi certifikat SSL za vas, cena certifikatov je tudi lahko nič, ampak to je začasno, ponavadi od 20 do 30 evrov naprej. Potem ta certifikat namesti v spletni strežnik za vas, konfigurira Facebook stran oziroma aplikacijo in vam potem varno preda geslo za zasebni ključ. Namreč to geslo pa res morate varovati
geslo namreč podpre zasebni ključ in prek tega lahko potem kdo ta certifikat namesti drugje in potem imate lahko težave. Vse to zahteva okrog 4 ur zahtevnega administriranja strežnikov, kar je po tarifi Gospodarske zbornice Slovenije okrog 95 evrov na uro. Druga možnost je, da certifikat kupite sami. Se pravi, kupite sami certifikat SSL, potem varno predate privatni ključ in certifikat podjetju, seveda tukaj ne potrebujete gesla, ker samo ta privatni ključ in certifikat gresta na spletni strežnik, ki ga podjetje namesti. In potem podjetje konfigurira Facebook stran za vas, torej aplikacijo, in je zadeva končana. To je sicer zelo dobra možnost, ne? In zahteva samo okrog 2 uri zahtevnega administriranja strežnikov po isti tarifi. In pa tretja možnost je pa, če gostujete samo Facebook stran pri drugem podjetju, ki torej že ima nameščen certifikat SSL. Potem to podjetje prenese vaše strani, vašo Facebook stran v spletni strežnik in konfigurira Facebook stran oziroma aplikacijo ter vam sporoči URL-ja. Se pravi, 2 sta, to ste že videli v demonstraciji. Tu je potrebna mogoče 1 ura zahtevnega administriranja strežnikov. Mali tisk tukaj, plačati morate še za 1 leto gostovanja vaše varne Facebook strani oziroma zavika ali kakorkoli temu rečete. Kaj pa brezplačne možnosti, jaz jih ne maram, ker lahko pomenijo nenapovedane spremembe, nedoločenost glede plačljivosti prihodnosti in tudi slabšo podporo. Ko gre za potrebo po 14 ur nadaljujoči storitvi, jaz ne razmišljam o brezplačnih ponudbah. Lahko imate katerokoli od teh 3 možnosti? Lahko. Za naročilo katerokoli od teh 3 storitev mi napišite sporočilo na https://prispetin.net ali tudi ssl://prispetin.net, pa tudi možnosti podpora@prezentacija.si ali podpora@spetin.net. Napišite, bomo pogledali, kaj potrebujete, če potrebujete in koliko bi bila vaša investicija. Mimogrede, ali ste preverili http://prezentacija.si, /trgovina, /Facebook? Tam je morda še na voljo možnost tudi videa za vaše strani in to brezplačno, ker z videom boste lahko na prvi strani iskanja Google. No pa ne samo to, če uporabljate slučajno blog WordPress ali ste ga integrirali s Facebook stranjo, veste, da obstajajo različni dodatki, ki omogočajo všečkanje vsebin, pa deljenje, pa ta Open Graph in tako naprej. Ampak zdaj bodo vsi nezdružljivi. Večina še ne podpira tega protokola Open Graph 2.0, medtem ko obstaja en dober dodatek, ki podpira vse to troje, in sicer v prezentacija.si že 3 mesece od junija 2011 in bo ostal seveda združljiv z novostmi Facebooka še naprej. Lepota tega je pa tudi v tem, da dejansko vsaka vsebina, ki jo objavite, postane objekt v Facebookovem omrežju. In potem ste prisotni v zadevkih iskanja na Facebooku in pridejo ljudje do vaše spletne strani. In še druga možnost, namreč za vsako odgovor na objekt, ki ga objavite javno v Facebookovem omrežju, lahko potem odgovarjate obiskovalcem. In bolj ciljnega trga, torej trenutno pri Facebooku, tudi pri oglasih, ne morete imeti. Torej akcija. Preverite vašo Facebook stran, zavihke, vse, ki se pojavlja varni protokol, ali deluje ali ne, brez težav, kot sem pokazal v videu. Če potrebujete certifikat SSL, se odločite za vašo možnost, mogoče še tale video enkrat pogledate, pa boste videli, kaj naj potrebujete. In potem na koncu izvedete prehod, prehitite druge in izkoristite Facebook predvsem to možnost Open Graph omrežja, da boste torej lahko dobro prisotni v iskalnikih, dobro prisotni tudi v možnostih iskanja na Facebooku in potem obiskovalci pridejo do vaše spletne strani. Za kakšne bolj vprašanja, naročila, pomoč, pišite na https://prispetin.net in vam bo z veseljem pomagal. Hvala za tega videa, se je Vinc tukaj, Spetin.net, prezentacija.si. Veliko uspeha s Facebookom.